Inženir ali inženirka elektrotehnike v našem podjetju najde izzive na področju razvoja in načrtovanja elektronike, testiranja merilnih sistemov, razvoja programske opreme. Po mojem mnenju je za vsakega študenta najpomembneje to, da se priuči inženirskega razmišljanja. Je potem zmožen kompleksnejšega razumevanja sistemov ter doseganja kreativnosti. Skrbim za testiranje izdelkov, kar zajema teste za vodotesnost, odpornost na prah in vibracijske teste. Inženir elektrotehnike se lahko ukvarja z omrežnimi tehnologijami. Sam se recimo fokusiram na brezžično mreže. Inženirji elektrotehnike lahko upravljamo, po mojem mnenju, enega bolj zanimivih poklicev, to je etični heker ali pentester. Večino teh znanj pridobivajo študenti tekom študija elektrotehnike. Seveda, sama nadgradnja teh znanj pa nam kasneje omogoča, da upravljamo varnostne teste in strankam pomagamo pri odpravi njihovih pomanjkljivosti. Zdaj, če vas zanima, kako delujejo omrežja v večjih, manjših, zelo velikih podjetjih, imamo v Smartcomu zelo velik nabor takih rešitev in ste povabljeni. Zdaj v našem oddelku smo vsi zaposleni inženirji elektrotehnike, vsi smo ta naziv dobili na fakulteti za elektrotehniko. Nekateri se ukvarjajo bolj s hardverom, eni smo malo bolj na programskem delu. Da lahko na trgu ponudimo vrhunske rešitve, intenzivno razvijamo elektromagnetne komponente, elektroniko in krmilne tehnike. Najlepši del vsi je seveda, ko lahko naše izdelke testiramo na električnih vozilih. Ukvarjam se s testiranjem in načrtovanjem integriranih vezij. Po zaključku študija imaš zagotovljeno službo. Lahko delaš kjerkoli, ni nujno v razvoju. Znanje pa uporabiš povsod, sploh zdaj, ko se vse vedno bolj digitalizira. Delo z najboljšimi strankami, kot so NASA, Tesla, SpaceX, ESA, Volvo, Caterpillar in mnogi drugi, je izjemna motivacija za vse, ki imamo tehniko v krvi.